Dober večer, želim spoštovani gledalke in gledalci. Konec novembra lani smo v Mariboru dočakali prvo socialno trgovino v Sloveniji. Trgovina odprtega srca Sotra je na Zakovski cesti na Pobrežju. Po pol leta in kljub vse slabši gospodarski in socialni sliki pa odziv upravičencev ni tako velik, kot so v Združenju za duševno zdravje Šent pričakovali. V našem studiu najprej pozdravljam Ivo Poropat, direktorice Sotre Plus. Dober večer. Dober večer. In Petra Svetino, direktorja socialnega podjetja zaposlitvenega centra Karso, ki je tudi vodja te prodajalne. Dober večer. Dober večer. Preden pa preidemo na pogovor, poglejmo še prispevek o trgovini, ki socialno ogroženim ponuja osnovne življenjske potrebščine po precej nižjih cenah. Za mnoge ljudi v finančni stiski je nakupovanje v socialni trgovini še vedno sramotno. Med kupci sta pripravljena govoriti le zakonca iz Lenarta. Na mesec enkrat, dvakrat, če pridemo. Koliko se vam to pozna pri mesečnih prihranku? Se vam pozna? Ja, je ceni. Se splača priti sem, ja. Hrano kupujeta še v drugih prodajalnah. Gremo v Mercator po zelje, da je znižane, gremo v Tuš po repo, take, mislim, tako slediš, ne, kje akcije. Moka, mleko, riž in druga osnovna živila so v Sotri pol cenejša, a enake kakovosti kot v rednih trgovinah. Nekateri si tudi kruh kupijo na zalogo. Kruh smo tu rekli, da je lepo zmrzovalnik, porezati ga, malo razno, ne. Prodaja je decembra že lepo stekla. Slabše je v prvih tednih januarja, saj so mnogi prejeli pakete s hrano in tako svojo stisko nekoliko omilili. Za zdaj sicer socialno trgovino financirata naša država in Evropska unija. Mi računamo, da v tem letu, ki je pred nami, da bi pa mogoče vseeno ustvarili take pogoje, da bi bilo možno obstati na trgu tudi po obdobju financiranja. Samo širšega mariborskega območja je upravičencev do nakupa v socialni trgovini preko 20 tisoč, vendar pa to možnost izkoristile dobra desetina. Torej, gospod Peter, najprej mogoče, kdo izpolnjuje pogoje za nakup v tej trgovini? To so točno določeni kriteriji, se pravi tih upravičencev, o katerih bo verjetno kolegica Poropat vedela več povedati, ker se vsakodnevno s tem srečuje. Vsekakor pa bi načelno lahko rekli, da so upravičenci in ljudje v stiski tisti, ki so dobrodošli v naši trgovini in imajo možnost nakupa. Torej, vi ste vodja te trgovine oziroma direktorica. Povejte torej malo podrobneje, kdo pravzaprav lahko tam kupuje. Se pravi, kot je omenil že Peter, v naši trgovini lahko kupujejo ljudje z nizkimi dohodki. Mi smo nekje skupaj z Centrom za socialno delo pred samim otvoritvijo oziroma odprtjem trgovine nekako določili cenzus 450 evrov. Res je, da tudi če pride nekdo s 460 evri, ga ne odženemo iz trgovine. Se pravi, kupujejo lahko tudi prejemniki socialne pomoči in pa pravzaprav vsi tisti, ki lahko za kakšnim dokazili izkažejo v bistvu, da imajo tako nizke dohodke. Kako se registrirajo pri vas? Verjetno tudi s pomočjo Centra za socialno delo kakšnih verjetno konkretnih podatkov? Ne, to ne, ker v bistvu mi pravzaprav nismo pristojni za zbiranje takšnih podatkov. Torej oseba, ki želi nakupovati v naši trgovini, prinese s seboj eno od dokazil. Se pravi, če prejemnik socialne pomoči odločbo Centra za socialno delo ali pa odrezek pokojninski, če je upokojenec, na katerem je jasno razvidno višina njegovega dohodka. Na podlagi tega v bistvu ga naša prodajalka vnese v sistem, izda kartico in potem lahko kupuje do obdobja, dokler je upravičen. Se pravi, če je prejemnik socialne pomoči, pač do tistega obdobja, kot je upravičen do prejemanja socialne pomoči. Je še vedno tako, zdaj približno po pol leta, da desetina tistih, ki bi lahko kupovali, kupuje pri vas? Ja, nekje
desetina, mogoče lahko rečemo zdaj, da je že malo preko, mogoče kakih 12%, ampak še vedno dosti manj od teh, koliko bi jih pač lahko kupovala. Kaj mislite, da je krivo? Lokacija mogoče ali še vedno ta sram ljudi, recimo, da ne upajo v takšno trgovino, kljub temu, da skoraj nimajo hrane? Jaz bom rekla, jaz pravzaprav mislim, da oboje. Zdaj mogoče bomo bolj natančne odgovore lahko podali, ker bomo v bistvu tudi s pomočjo Fakultete za socialno delo z njihovimi študenti opravili neko raziskavo na to. Prav gotovo pa je ljudi sram. To v bistvu zdaj javno priznati, da si pravzaprav nekaj se znašel na robu preživetja ali da nimaš dovolj za neko dostojno preživetje, je pri nas pač še vedno nekako tabu. Tudi lokacija je verjetno rahlo problematična. Če bi bila trgovina morda locirana nekje bliže centru mesta, kamor ljudje hodijo po vsakodnevnih opravkih ali pa kadar pač se morajo zglasiti na eni od pač ali pri zdravniku ali na centru ali kjerkoli, bi bilo verjetno tudi lažje, tako vsaj pravijo, da je v bistvu rahlo nerodno zaradi te lokacije, ampak v večji meri mislim, da je pretežno to, da je ljudi sram. Gospod Svetina, nekako 300 000 evrov ste pridobili iz Evropskega socialnega sklada za zagon te trgovine in postavitev. Ali bi trgovina zdaj že lahko samostojno obratovala? Ne. Ne, in to je čisto iz enostavnega razloga, kot smo videli tudi v prispevku in kot smo se pogovarjali zdaj, v bistvu je upravičencev, ki bi lahko izkoristili to možnost, premalo. In sama trgovina stane. Vsi vemo, da je tukaj potrebno pokriti stroške dela, da je tukaj potrebna nabava in da je to treba prodati. Zdaj jasno je, da mi živimo na zelo minimalnih maržah, ker naše poslanstvo ni samo to, da ponudimo ljudem storitve nižje cenovne hrane, rekel bom zdrave, varne hrane, vendar po nizki ceni, ki jo pridobimo strani dobaviteljev z minimalno maržo. Poleg tega mi tudi zaposlujemo ranljive ciljne skupine, kar je eden izmed tistih dodatnih družbenih učinkov, ki ga prinašamo v to okolje. Tako da sama po sebi trgovina nikakor ni sposobna še preživeti, vendar verjamemo, da bo v nadaljevanju, da bomo prilagajali model, da bomo razvijali model in nekje približali temu, da bomo sami preživeli na trgu. Naš interes vsekakor je, da nismo en izmed tistih projektov socialnega podjetništva, ki je po zaključenem financiranju strani Evropske unije prekinil ali da bomo potem iskali neke druge vire. Naš interes je, da ustvarimo tako možnosti, trajno možnost za te osebe, ki imajo nižji življenjski standard, da nakupujejo njim varno in dostopno hrano. Poleg tega je naš bistveni cilj, da tukaj zagotavljamo tudi varna in trajna delovna mesta za ljudi, ki so pri nas zaposleni. Koliko oseb je zdaj dobilo zaposlitev? Trenutno je zaposlenih 5 ljudi. Mi načrtujemo, da bodo te ljudje lahko pri nas ostali, da bomo to dejavnost ukrepili, kot sem rekel. In to sta te dva aspekta, ki se med seboj dopolnjujeta in zato verjamem, da je to naša prava pot. Gospa Poropat, tudi znesek, koliko lahko ljudje pri vas, bom rekla, zapravijo, je omejen na 100 evrov. Se bo to spremenilo ali je ta znesek recimo primeren, ker po ostalo je treba še drugam, tam pa plačujejo po tržnih cenah? Ja, jaz sem tako rekla. Mi smo postavili nek limit, predvsem zaradi tega, ker smo želeli se izogniti recimo tako zlorabam. Zdaj, da bi v bistvu bil ta limit prenizek, mislim, da ni, ker pač povprečna vrednost našega nakupa je zelo nizka, tako kot nasplošno v živilskih trgovinah. Tako da ta limit pravzaprav mi zdaj niti ne rabimo, ga v bistvu nismo niti aktivirali, če tako rečem, zato ker nobeden od kupcev niti ne dosega
tega mesečnega limita, kaj šele, da bi ga presegal. To pomeni, da dejansko kupujejo samo tisto, kar potrebujejo in tisto, kar jim seveda nudimo, ker treba je povedati tudi, da v naši prodajalni imamo samo v bistvu tako rekoč osnovna živila. Nimamo celotnega asortimana, tako kot v drugih trgovinah, ker tudi v bistvu ni naš namen, da bi bili konkurenca ostalim trgovcem. Ne? Mi želimo res ponuditi tisto, kar res potrebujejo, potem pa, če jim še kaj prihranijo, pa da obiščejo mogoče še koga drugega, pa še tam kaj kupijo. Kdo so pravzaprav dobavitelji? Že prej ste omenili, da gre za varno hrano, kljub temu, da so marže znižane. Dobavitelji so predvsem slovenski proizvajalci hrane, tako vzpostavljamo pa tudi, poskušamo pa vzpostaviti stike tudi izven. To gre predvsem za slovenska podjetja, ki so bila pripravljena sodelovati v tem projektu. Bom pa rekla, da je v bistvu odziv proizvajalcev ali dobaviteljev mogoče tudi ni takšen, kot smo ga na začetku pričakovali. Se pravi, gre predvsem za to, ker na nek način se tudi ne želijo izpostavljati zaradi pritiskov mogoče drugih trgovcev, kakorkoli gre vseeno za trgovino. Mi pa pravzaprav nismo tako veliki igralec na tem trgu, ne? Se pravi, naši odjemi so majhni. Ta predlog, ne, da bi nekako prodajali tudi izdelke, ki so tik pred iztekom roka, je ta dogovor že kaj dlje? V bistvu je tako, treba je prilagoditi slovensko zakonodajo, kar se bo tako ali tako zgodilo v letošnjem letu, kajti direktiva Evropske unije, mislim, da je 1169, to pravzaprav državam, ki so v Evropski uniji, nalaga. Gre predvsem za to, da bi se lahko prodajale živila, ki imajo označeno rok trajanja uporabno najmanj do. Zakaj? Smisel te direktive je pravzaprav, da se čim manj hrane zavrže. Zdaj, kot vemo, rok trajanja nekaj določi proizvajalec in v bistvu pomeni, da z rokom trajanja na nek način izkazuje ali kakovost posameznega živila. Se pravi, da pravzaprav tudi po poteku roka trajanja je živilo še vedno pravzaprav uporabno. In tukaj gre predvsem za živila, kot so recimo moka, testenine, sladkor, sol, konzervirani izdelki. Tako da mislim, da se zakonodaja na tem področju pravzaprav zdaj v tem momentu prilagaja tej direktivi in da bo do konca leta seveda takšno, kot mora biti. Je pa treba povedati, da pa bo v bistvu vsak nosilec živilske dejavnosti se samostojno odločil, ali bo prodajal takšne izdelke ali ne, ker bo s tem seveda tudi zavezan oziroma nosil pač posledice, če bi bilo karkoli pač narobe. Za zdaj je to edina trgovina v Sloveniji. Se še načrtujejo? Pred leti je bilo veliko govora, ne? Vsa velika mesta, kar bi bilo tudi smiselno, ne glede na socialno sliko. Se še kje odpira, recimo, se kje pripravlja podobno? Interesa je kar nekaj. Tudi vedno znova dobivamo obiske, ki bi radi v bistvu povzeli ta naš podjetniški podozem. Tudi naš interes je združenja, tudi interes Sotre je, da to dejavnost, to storitev ponudimo širše. Šen slovensko združenje za duševno zdravje ima mrežo svojih dnevnih centrov, svojih stanovanjskih skupin, svojih podjetij po celi Sloveniji in mi se zavedamo in poznamo stisko ljudi. Zaradi tega je tudi naše bistveno načelo, bistvena dejavnost, da približamo to ljudem in da v bistvu rešujemo stisko tam, kjer je nastala. Pa če se lahko navežem samo malo nazaj na temo tako imenovanih, ker zelo hitro pride potem pretečenih rokov, ne, mi se tukaj pogovarjamo o hrani.
Hrana je tisto bistvo in tisto osnovna zadeva, ki je, mi moramo s tem ravnati previdno. Tako naši kritiki, kot mi tukaj govorimo o hrani. Po eni strani govorimo, da smo hrano zavrgli, da imamo polne kante hrane, po drugi strani pa inicijativo, ki želi to preprečiti, označimo kot tisto, zdaj bodo pa tistim najrevnejšim prodajali slabe stvari. Nikakor. Mi nikakor ne želimo prodajati niti slabih stvari, niti pretečenih, pokvarjenih stvari, ker ljudje si v prvi vrsti zaslužimo zdravo, varno in pa dobro hrano. Toliko za zdaj. Poglejmo pa še, kaj pravzaprav pomeni revščina. Gre predvsem za pomanjkanje dobrin, kar postaja iz dneva v dan tudi stečaj podjetij vedno bolj pereče. V Evropski uniji kar 80 milijonov ljudi živi pod pragom tveganja za revščino, to je 17% populacije. V Sloveniji le nekoliko manj, slabih 14% ljudi. Skupaj s socialno izključenimi pa smo se približali 20%. Glavna vzroka za revščino sta brezposelnost in nizki dohodki. Več kot 5 milijonov Evropejcev je zaradi gospodarske krize ostalo brez zaposlitve. Vendar so lahko tudi ljudje, ki imajo delo, izpostavljeni tveganju za revščino. Plača namreč ne zagotavlja dostojnega življenja. Kaj je za vas revščina? Mala pokojnina. Revščina je, ko ljudje hodijo na socialno ali pa socialno kuhnjo ali pa hodijo Rdeči križ, ker res morajo iti, ker nimajo. Revščina, da so ljudje lačni, da nimajo dela. Vse niso vsi revni. Kak je to naša politika, zdaj nekaj vse križom kražom, da je tudi to bi pa lahko rekel, da je politična revščina. Revni ljudje imajo tudi slabši dostop do izobraževanja in zdravljenja. Revščina najbolj ogroža otroke. Po mnenju sociologa dr. Andreja Natererja, ki je več kot desetletje z antropološkim terenskim delom raziskoval življenje cestnih otrok v Ukrajini, obstaja več razlag revščine. Živimo v svetu, kjer je občutek revščine pomembnejši od neposrednega pomankanja. Se pravi, to pomeni, če nekdo občuti deprivacijo oziroma pomankanje česarkoli in bi sebe opredelil kot revnega, potem je treba temu občutku pripisati legitimnost, seveda. Kot pravi Naterer, se z občutkom revščine v ljudeh veča tudi zavest, da ta obstaja. Ustaljeno ureditev družbe pa plačujejo revni. Če mi zdaj pogledamo recimo Afriko, Afrika je po definiciji revna. Če bi Afriki dali fair priložnost za boj, bi uničila evropsko gospodarstvo. V bistvu kmetijstvo definitivno. Kontrast se vzpostavi na račun nekoga. Evropska unija v zadnjem desetletju razvija strategijo za zmanjšanje revščine. Glavni cilji so boj proti revščini otrok in diskriminaciji, vzpostavitev enakih možnosti na trgu dela in zmanjševanje zadolženosti. Gospa Poropat, vi se verjetno v vaši službi vsak dan srečujete z revnimi, s to definicijo. Kaj to pravzaprav pomeni? Takšen človek, verjetno večina, ki pride k vam, tudi jaz, ko sem bila v trgovini, ne želi o tem govoriti, ne razgrablja o tem, da pravzaprav nima osnovnih živil za preživetje. Se vam kdaj kdo izpove, kakšne zgodbe slišite? Ja, velikokrat slišimo zelo, zelo žalostne zgodbe. Še posebej žalostne so zgodbe upokojencev, ki v bistvu pravzaprav, kljub temu, da so delali 30 ali 40 let, nimajo pokojnine, ki bi bila, pravzaprav, ki bi jim zadoščala za preživetje. Tako da pravzaprav dnevno poslušamo različne zgodbe. Spomnim se ene gospe, ki je v bistvu ima 3 otroke, odrasle seveda. Za hčerko je rekla, ki že 3 mesece ni dobila plače, sin dela 4 ure, drugi je pa kljub fakultetni izobrazbi raznašal časopis, kar pa tudi zdaj več ne more, ker je pač seveda prevzela neko drugo podjetje, ta raznos, tako da sama ima pa imela pokojnino po možu 280 € in pomaga svojim otrokom, kar je skrajno, mislim, sploh ne vem, kako je to možno. Gospod Svetina, ravno to, se mi zdi pomembno izpostaviti, da tudi ljudje, ki delajo, vedno bolj padajo v bistvu v to kategorijo revščina. Ne samo tisti, ki so upokojeni,
mogoče brezposelni, ampak tudi tisti, ki delajo, ne? Očitno je prišlo zdaj do nekega segmenta, nekega obdobja v razvoju, ko tudi s poštenim delom ne dobiš več poštenega plačila. Vedno znova se srečujemo tako na samem projektu, kot tudi v življenju, s tem, da ljudje hodijo v službo, ne da bi dobili plačo. Mislim, in to ustvarja nek umeten prepad. In to je tak prepad, ki ga mi z našim delom, s poslanstvom, z zaposlovanjem ljudi skušamo tudi tem ciljnim skupinam, ki jih mi zaposlujemo, odpreti neko drugo prihodnost, neko možnost zaposlovanja. Jaz moram reči, da se tudi kritično dostikrat ljudje obdačajo na nas in dajete delo invalidom in tistim nesposobnim in tako naprej, ko še sposobni ljudje nimajo dela. To je boleče, zaradi tega, ker te ljudje, ki jih mi zaposlujemo, naj se bo to v Sotri, naj se bo to v ostalih 7 podjetjih, ki so v lasti Šent Slovenskega združenja za duševno zdravje, zaposlujemo tiste ljudi, ki sami ne morejo najti zaposlitve in jim nudimo tudi podporno okolje. In dejansko naši zaposleni, invalidi, dostikrat preživljajo svoje zdrave starše, svoje zdrave sorojence, ki hodijo v službo, pa ne dobijo plače, ali pa je ta plača tako minimalna, da ne morejo preživeti. In ta revščina ima v bistvu veliko obrazov. In kot smo videli v prispevku, nekje to revščino ustvarjamo tudi sami in se pustimo v to revščino tudi potegniti. Omenili ste že invalide, zaposlujete ljudi, ki sicer res ne bi našli zaposlitve, ki se po svojih najboljših močeh izkazujejo. Potem, kaj pa duševne stiske? Mogoče tako kupcev kot zaposlenih pri vas. Verjetno tudi doživljajo stiske oboji, ne? Vsekakor. In to je en segment, kateremu moramo še več pozornosti posvetiti. Mi smo sam projekt zastavili tako, da deluje pač na teh večjih segmentih oziroma da je ta družbeni učinek čim večji. Mi zdaj, kot je kolegica Poropat omenila, s Fakulteto za socialno delo pripravljamo študijo, kjer bomo v bistvu te naše izkušnje, ki so bile do danes, prevetrili, pogledali, predvsem ocenili, ali smo na pravi poti. Ker ko se človek spusti v nek projekt in si nekaj začrta, so največkrat neki ideali, kako bo se potekalo. Na kar potem na sredi poti je pa prav, da si rečeš, zdaj pa poglejmo, kakšno pot smo prehodili, dajmo prevetriti in mi smo zadovoljni, da je Fakulteta za socialno delo tukaj pristopila. Predvsem imamo 2 vprašanji, zakaj ni več upravičencev in ta segregacija socialne trgovine, segregacija ljudi na obrobje. Te ljudje so na obrobju, zdaj smo pa mi morda razmišljamo o tem, kako bi jih pritegnili nazaj v družbo. Morda odpreti trgovino tudi ostalim, da bi lahko nakupovali in v tej množici ljudi bi potem tudi te upravičenci prišli lažje. Zdaj smo na poti, pripravljamo podlage, ki nam bodo pokazali, kako naprej. Ker vsekakor naš interes je, da gremo naprej, da ljudem, ki so potrebni pomoči in so potrebni tega, tudi to ponudimo, ker moram tudi nekaj priznati, mi smo dostikrat bili zelo presenečeni, da ljudje raje pridejo k nam kupiti za tistih nekaj evrov, ki jih imajo, kot da bi odšli po paket oziroma da bi prosili za hrano. Ljudje imamo dostojanstvo sami po sebi in to dostojanstvo mi želimo samo spodbuditi. Ravno to se mi zdi problem, ne? Kako ljudje to občutijo, ko gredo tja. Ne? Vedno se reče, tisti, ki res potrebuje, se ne izpostavlja. Ne? Mogoče tudi zato, ne? Ampak kako se ta slika revščine zadnja leta spreminja? Ne? Mogoče to vi še bolj opažate. Kdo je bil reven, ne vem, še desetletje nazaj, kdo je reven danes? Ja. V bistvu opažamo, ja. Torej se je ravnih vse več mladih tudi, ne? Ki so pravzaprav ali ne dobijo zaposlitve ali pa so na zaposlitvi, ker ne dobijo plačila za svoje delo, ne? Oziroma dobijo neko minimalno plačilo kljub temu, da bi bili upravičeni do višjega, ne? Tako da se ta slika pravzaprav sigurno spreminja, ne? Če smo še pred leti govorili o tem, da so revni nekje na obrobju starejši, danes sigurno ni več tega. Danes je revščina tudi v mestih. Revščina se je razpasla zelo. Ne? In tudi v bistvu
Jaz lahko iz svoje izkušnje povem, Karso zaposlitveni center, eno izmed Čentovih socialnih podjetij, ki delujemo v Pivki 5. leto. Ko smo mi začenjali, so bili te invalidne osebe, ki so bile pri nas zaposlene, tisti zadnji v družini, ki so dobili zaposlitev. Bili so zadovoljni z minimalno plačo, kolikor jim lahko in moramo dati. Se pravi tisto najmanj, ne? V bistvu je v bistvu minimalna plača, samo. Kmalu se je pokazalo, da njihovi sorojenci, starši delajo za več kot minimalno plačo, pa ne dobijo niti 200 evrov plače. Da se je zadeva tako obrnila, da so pri nas vsi zaposleni za nedoločen čas v Karso, da so te ljudje ostali edini v družini zaposleni in oni preživljajo zdaj svoje družine. Predtem so jih preživljali starši, sorojenci, sorodniki, zdaj se je pa zgodba obrnila. Se pravi, je revščina in stiska udarila čisto na vse segmente in danes je zelo težko reči, kot je prej rekel v prispevku gospod antropolog, revščina je danes dobila res veliko obrazov. Vse se nekako obrača, tudi tržno podjetništvo bi rado postalo socialno, nekaj poskusov je v Mariboru že bilo, doslej vsi mislim, da razen romske gostilne, ki si tudi pomaga z evropskim denarjem, brezuspešno. Kaj recimo delajo narobe? Definicija socialnega podjetništva je za moje pojme zelo jasna in enostavna. To je reševanje družbenih problemov ali zaposlovanje teže zaposljivih oseb v podjetništvu. Zdaj, treba je imeti podjetniško idejo, treba je vedeti, kako boš denar zaslužil in treba je to potem podjetniško idejo tudi uresničiti. Jaz zelo rad pogosto rečem in se ponavljam, socialno podjetništvo ni romantika. To je trdo prigaran kruh, ampak je pa pošteno prigaran kruh. Ker socialno podjetništvo je visoka etična, moralna načela, spoštovanje človeka in človek je tisti prvi, ki je pred dobičkom. Zmotno je razmišljanje, da socialno podjetništvo ni dobiček. Mi vsak dan moramo ustvarjati dobiček, če hočemo preživeti. Mi vsak dan ustvarjamo dobiček zato, da tudi lahko širimo svojo dejavnost, ampak noben lastnik si tega dobička ne deli. Ostaja v podjetju, podjetje raste in lahko zaposluje ljudi. Izobražuje, in vse te stvari. Vse vlaga se v kader, v ljudi, v lažje delovno okolje, v boljše delovno okolje. Morda kritično do razpisov, ki so bili za socialno podjetništvo, je to, da so bili tempirani za čas do konca projekta. Veste, zelo lahko si je v času evropskega projekta napisati noter, da si kupiš najmodernejši printer. Hudo je samo, ko si ti zaključi projekt, pa nimaš več za kartuše. In to je tista težava, ki se pojavlja in mi moramo razumeti, da je to podjetniški podvzem, vendar moramo biti etični, moralni in upoštevati, da delamo z ljudmi. Potem mislim tudi, da se bo pa meja revščine in zaposlenost znižala. Obema hvala za te odgovore. Upam, da bo v Sotro zavilo kaj več ljudi. Če se karkoli spremeni, bomo seveda mi o tem obveščali. Skratka, če bo odprta še za koga drugega, če se bo zvišal cenzus. Hvala za pogovor in pojasnila. Hvala za povabilo. Vam, spoštovani pred televizijskimi sprejemniki, pa hvala za pozornost in kar se da lep preostanek 14. maja. Lahko noč.